kompostela. Kje vse sem je že bil. Sem bil na Dunaju, pred Dunajem, takrat, ko so naši Turki naklestili. Sem bil v Padovi. No, ko sem bil v Padovi, tam sem pa srečal enega mladega fanta iz naših krajev, ampak se, če vas to ne zanima, pa neč. Ta ne bo zgodbe. Pa neč. Ime mu je bilo France. Po domače Španov France. In ta je šel študirati v Padovo, na univerzo. Pa ga je šel klapec Johan obiskat. Kamkoli je prišel, povsod je sprašval, eneš France klap. No, pa sta se na koncu le našla tam v Padovi in vpraša France Johana, če je kaj novega doma. Ja, nič ni novega, nič. Šel sem pa zmatran, ker sem kar peš prišel. No, kako pa to? Ja, če pa naš pram crkva. Kakšen pram? No, kaj se ga ne spomniš več? Naš lepi pram. Konj. Ja, konj, ja. Naš pram je crknil. Za vse pa kriva naša Franca. Katera Franca? Marija, še svoje sestre več ne poznaš. Naša Franca, ona je vsega kriva. Čakaj, Johan. Kaj mi ti govoriš, da ni nič novega doma? Kaj pa je bilo? Kaj pa se je zgodil? Zakaj pa je konj crknil? Se je bil jaz zdrav, kot konj. Zadušil se je. Zadušil, ja. Hiša je gorela, pa se je zadušil. A hiša je gorela? Hiša je gorela, ja. Zdrava hiša pa še hlev. Z hiše je iskra skočila na hlev, v hlev je bil pram, pa se je zadušil. Za vse kriva pa naša Franca. Čakaj, Johan, kaj ti govoriš, Jezus Kristus? Kaj govoriš, da ni nič novega? Kaj pa je bilo? Zakaj, kaj se je zgodilo? Zakaj je hiša zgorela? Ja, svečo so imeli prižgano, pa se je prevrgla, pa je pa hiša začela goreti. Svečo so imeli prižgano. Kje so imeli pa prižgano? Na parah. Na parah, ja. Oča so ležali na parah, pa je pa sveča dol padla, pa je začela hiša goreti, zaradi hiše pa še hlev, v hlevu je bil pram, očeta so rešili, prama pa ne. Jezus Kristus, kaj govoriš? Oče so umrli. Zakaj? Ja, oča so umrli, ja, zato, ker so se sosedam na smrt stepli. Zaradi France. Kristus, zaradi France. Pa kaj govoriš, da ni nič novega? Kaj je bilo? Ja. Pa se ti je djal, da se je naša Franca spečala. To je pa našega ata zelo zjezila. Je rekel, naša Franca se pa prav gotovo ni z nobenimo spečala. Potem sta se pa sosedam na smrt stepla. Mater je pa koliko, da so džavast umrli. Ja, kaj, pa mati so tudi umrli. Ja, sem je rekel, to, mati so umrli, oča so se sosedam na smrt stepli, hiša je pogorela, prav je pa crknil. Kaj pa Franca? A Franca, res se je spečala. To je bila zgodba, ki jo je rad pripovedoval oče Tobija. Oče Tobija je bil romar, je obhodil celo Slovenijo. In ne samo Slovenijo, cel svet. Bil je tudi v sveti deželi in to leta 1000, takrat, ko se je bližal konec sveta. Rad je pripovedoval to zgodbo, ker je poučna. Namreč iz tega se vidi, kaj vse se lahko izcili iz tega, če se je ženska speča. Ta zgodba je seveda nažalost zelo intenzivno prisotna tudi še danes. Ženske to kar počnejo. Že sam tle na Borovnic ste bili pred dobrimi 10 leti. Priča temu, da se jih je 19 najkrat spečali. In to na Timčkov večer, ki je bil mišljen prav lepo. Spečale so se pa z glasom. In to neprekinjeno in nekaznovano počnejo do današnjega dne. In celo danes praznujemo 10-letnico tega pohujšanja. Delajo pa pod krinko. Pojejo pod imenom ženski pevski zbor Tonja iz Borovnice.